Dober jutrček. Današnji dan se je začel tako, da smo ležali na kavču eno na drugmu in se pritoževali na tem, kako se nama nič ne da. Namreč včeraj je bila sobota, delala sva čist cel dan. Si treba odločiti, do kje bo. Jaz bi tla nekje do 30. Veš, če imaš tu prebliz, Si ti tako visok, da? bo feeling tak malo čuden. Torej 25. In mogoče se na tej točki sprašujete, ja, kva pa tele dva sploh delata, kva pa bo tu? Tu bo v bistvu taka pohodna omara, oziroma v angleščini walk-in closet, kamor bova dala vsa svoja oblačila, pa najbrž še kaj. Sva pa snemala cel postopek izdelave, če se bo kdo tudi sam doma lotil. Pride pa video konec aprila, tako da stay tuned! Danes je nedelja, ampak mi imamo zelo veliko dela in želiva še par stvari dokončati. Klemen je pa to-do listo napisal kar na se boste videli, kot da smo v antičnih časih. Pa pejmo! Jutrček. Zdaj sem sam. Še krava je breja. No in zdaj bom tole odšrafal stran in jo našafam nazaj na to. Po najinih izkušnjah, po vseh teh renovacijah, ki sva jih dala čez, sva ugotovila, da niso težki dnevi, kadar je neka delovna akcija, kadar se delajo veliki premiki, ampak ponavadi je v bistvu najtežji takrat, kadar se zjutraj zbudiš in nimaš pojma, kje se lotiti, kjer je še milijon stvari za narediti, ampak hkrati bi, recimo, imela sva hotela tle že kitati, sva hotela že premakniti naprej ta obok, ampak na eni točki ugotovila, da morava pojesti živo žabo in razstaviti te gigantske omare in jih dati ven iz stanovanja, ker drugače ne bomo mogli čisto nič naprej delati. Trenutno je že popoldne. Dan se je vlekel kot megla, malo sva bila zmedena, kako se sploh lotiti stvari in na koncu sva se odločila, da nimamo kaj za božičevati in čakati, ampak da je treba te omare ven iz stanovanja nesti. Dva človeka sta naju klicala, da bi prišla iskat, ampak mogoče jutri in pol je bo tako, kaj bomo zdaj čakali. In sva pač znesla vse razstavila in znesla v kombi. Zelo veliko je bilo dela in nošenja, ampak evo, to je zdaj za nami. Mogoče sem besedica ali pa dve o tem, kaj bova kupila, kaj bova naredila in o tem celemu ideji pri tej prenovi, kar se tiče neke trajnosti mogoče ali pa tako. V glavnem so določeni elementi, ki morajo ustrezati perfektno glede na prostor. Zaradi tega te regale, ki jih bo Klemen zdaj sestavil, Ivar, so pač kupljeni novi, ker sva točno mere sestavila, sva tako regale višina, širina, tretje, da bo v najin walk-in closet tu perfektno pasalo. Tako da, ene stvari bodo te. Ostale stvari, kot je pa, ne vem, jaz hočem potriftati leseno skrinjo, zaveso, bo ratalo, tepih, luč. Tu bo pa po večini, če nam uspe, vse iz druge roke. In pa še eno stvar bi omenila. Najlažje bi bilo, da medva te omare, ki so stare, koliko so mislili, so stare 20 let? 15? Ker 20 let je narejeno, 15 let je to narejeno, ja, pol je mrde celo od takrat. Jaz mislim, da je 20 let so te stare. Torej, te omare še čisto funkcionalne, ne? Nama osebno bi bilo najlažje, tu sem naložiti na prikolico in pelati na komunalo, ampak sva si vzela danes praktično pol dneva in tu vse razstavila, pripravila, označila z nalepkicami in upala, da bo do te omare dobila novega lastnika. Tako da tu. Zdaj pa dajmo Ivarčka sestaviti, ker ko bodo enkrat ti regali lahko gor tudi malo bolj. Žal sem upala, da bodo ti regali sestavljeni čist na koncu, ko bo walk-in closet že prebeljen in cel lep. Ampak jih bova sestavila že zdaj, da medva organizirava vsa oblačila, ker zdaj jih malo po tleh in je malo tako za življenje suboptimalno. Dobra izbira besed. Hva? Tole je od tega. Hva si pa delal? Je tle, da se mora dešavljati. Še tem nečmiš, da kom lahko pokažem. Hva si ti naredil, če sem prej podrobno. Cajt. Dobrodošli.
Tukaj bo vhodna omara, walk-in closet. Trenutno je bolj kot ne prazno. Torej, tle so bile te gigantske omare. Tu se je delalo, sem že pokazala. In zdaj bo regalčki. Pač pa bo regalo obrnjen, ker tu je z nazadnje. Zdaj še najprej jaz malo primenko, ker preden si ne bo naštimo, ampak pa boš tudi rekla v eni točki imam. Medtem ko je Klemen v zgornjem nadstropju dokončal regale, sem se pa jaz lotila sestave tegale vozička, ki ga lahko dokupiš v sistemu Ivar. Noter bova dala kakšne stvari, ki jih ne bova uporabljala vsak dan, kot so na primer oblačila za pohode in podobno. Meni da bova zdaj že cunja začela dajati gor, da se naredi tle malo pospravljeno, horim je splezati in se vidimo kjer drug dan. Kaj jaz ne moram več. Ne moram. Hočeš kaj povedati za vlog? Ja. Zmer je več dela, ko na posnetku zgleda, če še niste opazili. Koliko dni je bilo kitanja, brušenja, kitanja, brušenja, kitanja, brušenja? 2 ali 3. V sredo. 4 dni. V sredo, to me je 4., 5., 7., danes je 5. dan. Pa si poglejmo, kaj je ratalo. No, tako se je brusilo. Se pravi, tu je zadnja faza kitanja pa brušenja. In zdaj je tako, če skole pogledate, gladko. Vse je izravnano, kakor tukaj. In bo čas za beljenje. Moje misli so, prišli smo do zadnjega sloja kita. Jaz sem mislila, da bom v tem vlogu, da boste že videli v bistvu prebeljeno steno. Po možnosti tudi napolnjeno z novimi regali, ampak to se ne bo zgodilo, ker tale vlog gre danes live. Klemen je naredil magično delo, kot sem rekla, bo celoten proces. Če boste tudi vi v svojem stanovanju želeli narediti neko steno iz gipsa z obokom, sva posnela video z how to. Za koga, mislim. Več ne smem povedati. Tudi za unika sploh ne vedo, da to poče, najbolje je tudi tisti, ki sploh ne veste, ja, boste videli. Kaj ste hoteli pač imeti stene? Izpadlo je itak 10krat boljš, kot sva mislila. Tudi vmes je Klemen še ene profile dokupil, da je vse ful lepo zaobljeno. In pa ta detalj, ki ste ga videli, v bistvu stena ob stiku ni kvadratna, ni ostra, ampak je zaobljena. Tako da, kar fajn. Mene pa zdaj čaka še en ful zanimiv obisk kmetije Kastelic. Namreč povabili so me k enemu ful zanimivemu projektu, tako da že v naslednjem vlogu boste šli z mano in bomo skupaj odkrivali pomembnost kmetij in pomembnost lokalne hrane. Tako da se vidimo in po mojem potem tudi v naslednjem vlogu že vidite rezultat, kako je vse skupaj zares izpadlo. Če bomo pri meni probati? Ne smem TikTok. Ja, to je kot kofe, ne? Ti jaz kofe naredi, pa da ti ležiš? Dika. Ja, ajde. Ampak se res dobro namesti, ne? Ne ono, površinsko.
Ne vem če, zato ker je kar razcapan look. Ni glih nek Pamela Anderson in her prime look. Joj.